Dober večer vam voščimo. Z 18. majem se Slovenija počasi, a vztrajno vrača v običajne tirnice. Tega se seveda vsi najbrž zelo veselimo, a z dobršno mero previdnosti, kajti treba bo skrbeti še več na svoji preventivi in pa krepiti svoj imunski sistem. O tem se bom nocoj pogovarjala z mojim gostom, ki ga že dobro poznate. To je dr. Nikola Krstič iz podjetja Micmengerš. Dobrodošli. Dober dan, en prijeten dan vam želim, a ne? Tako da... Zdaj je najbrž zelo optimističen, ne? Bolj, ko se približujemo sproščanju nekaterih ukrepov. Kako vi to občutite? Ja, na vsak način je to primerno, dobrodošlo. Treba je spet zajeti sapo in iti naprej, a ne? V to, kar smo sicer že leta in leta počeli. Istočasno pa se je treba zavedati, da je čas vendarle nov, da je treba upoštevati nekatere izkušnje in da se je predvsem smiselno pogovarjati o naši odpornosti, o imunskem sistemu. Bolj kot doslej. Naj to postane ena stalnica in čisto enostavno se je smiselno vprašati, kaj lahko sami pri tem postorimo. Ravno to sem želela vprašati. Maj je, najbrž se v običajnih razmerah ne bi več toliko spraševali o svojem imunskem sistemu, kot se bomo letos, ne? Ja, se strinjam. Je pa tako, veste, za pomladanski čas je že od nekdaj bila značilna tako imenovana spomladanska utrujenost. In zdaj v ozadju te utrujenosti je pa prav pomanjkanje nekaterih sestavin hrane, tu gre predvsem za vitamine, za antioksidante, lahko tudi rečemo, ki pa so znani podporniki našega prav imunskega sistema. Tako da je ta čas v najmanj dveh ozirih takšen, da se je smiselno pogovarjati o naši odpornosti. Že itak nam primanjkuje vitaminov, mineralov, oligoelementov v današnjem času, ko pa smo v sproščanju teh ukrepov zaradi koronavirusa, pa je to še toliko bolj v ospredju. Nekako velja, da če zdravo živimo, imamo tudi dober, okrepljen imunski sistem. Ampak zato je treba marsikaj narediti, ne? Gibanje, zdrava prehrana, verjetno dovolj spanja in še kaj. Kar nekaj stvari, ne? Drži. To je zelo dober okvir. Če zdravo živimo, je vse nekako uravnoteženo, bolj ali manj, in v tem vsem skupaj tudi naš imunski sistem. Seveda zdaj, tudi če zdravo živimo, ponavadi pravimo, če zdravo živimo, živimo dlje, živimo pač dolgo življenje, ampak tudi ta seznam je potem malo daljši, kako zdravo živeti. Predvsem recimo bi jaz začel s tem, to, kar delamo, dajmo delati z privrženostjo, z eno prepričanostjo, pa z željo, da tisto res v polno narediš, da se potrudiš pri tem, kar delaš. Potem recimo, da si tudi privoščiš počitek, normalno, da tudi si priden, ko počivaš, da to tudi na en zdrav način narediš, da je to rekreacija, da je to gibanje. Gibanje je tudi zelo pomembno pri vsem skupaj. Potem, da spimo dovolj, no to je že pri tistem počitku lahko, zraven, ampak da tudi si privoščimo pravo mero spanja in potem ne nazadnje tudi, da si uredimo prehrano, tudi je potrebno si urediti, kot pravimo, uravnoteženo, pestro prehrano, ekološko, zmirno, ne preveč, ne premalo, tudi recimo poskrbeti za to, da če nekaj v prehrani manjka, da se to tudi dodaja in potem tudi, da živimo tako, da imamo radi sebe in svoje in tako naprej. Se pravi, da živimo z eno empatijo. No in ko se to vse skupaj sestavi, kar ni mehna, je kar nekaj tega. Ampak tako pač je. No in današnji večer, mi se bolj nagibamo k uravnoteženi pestri prehrani,
da preko tega si tudi torej uredimo svoj imunski sistem, ker tudi ljudska modrost je znana, ki pravi, da če nekdo ima težave z imunskim sistemom in tako naprej, malo juhice, malo sadja in tako naprej, to so stare mame zelo znale fajn poskrbeti. No, v tem smislu tudi je pač smiselno razmišljati, ko si skrbimo, ko skrbimo za svoj imunski sistem. Tudi tukaj so pomembna oprijemališča in zlasti recimo to, tudi recimo, ko imate idealno prehrano, uravnoteženo prehrano in tako naprej, tukaj nobena stvar na svetu ni 100%. In če vemo, da nekaj v tej prehrani manjka, potem je treba s tem hrano dopolnjevati. In tako smo nekako prišli do teme današnjega večera. Tako? Ja. In preden se je resno lotiva, povabiva še gledalke in gledalce, da se nam pridružite in seveda sodelujete s svojimi vprašanji, pobudami, željami ali čemorkoli drugim na izpisano telefonsko številko. Pokličite naj vse do konca oddaje, je dr. Krstič ekskluzivno na voljo za odgovore. Dr. Krstič, rekla sva, da je treba hrani tisto, kar jim manjka, ali pa katerokoli hrani uživamo, tisto, kar manjka, dopolnjevati. Prišla sva do selena in cinka, ki ga bova nocoj predstavljala. Ja. Kaj pravzaprav sta to? Ja, prišla sva do prehranskih dopolnil, že samo ime pove. Hrano dopolnjujemo, kot rečeno prej, ravno kar nobena stvar na svetu ni 100%, tudi idealna, uravnotežena, pestra prehrana ni 100%, so nekatere sestavine hrane, nekatere zelo pomembne sestavine hrane, ki jih pač primanjkuje. No in ste omenila selen in cink, to sta točno ta dva, ki ju v naši idealni prehrani v slovenskih razmerah, pa ne samo slovenskih, tudi v razvitih državah je podobno, ki ju pač primanjkuje. To sta oligoelementa. Zdaj eno prispodobo, če recimo uporabimo, je po moje primerno. Zelo malo rabimo selena, zelo malo rabimo cinka. Zelo malo. Ampak sta pa pomembna. Pa recimo ena prispodoba bila takšna, veste, če imate en dolg, lep avto, pa je to imenitna, zadeva in uživate v tem, samo v tem avtu so tudi eni zelo majhni deli. So tudi eni vijaki, brez katerih tudi ne gre. Se pravi, vi, če imate Mercedes, pa tisti, ki ga je torej pri tekočem traku sestavljal, če ni 100% vseh vijakov dal tam, kjer morajo biti, pa 100%, da so to tudi kvalitetni vijaki, zaradi teh malih stvari ta Mercedes ne bo več dober. No in podobno je tudi z našim imunskim sistemom in z selenom in cinkom. Zelo malo ju rabimo, ampak za kvaliteten imunski sistem sta selen in cink potrebna. V Evropi imamo eno inštitucijo, se reče EFSA, zdaj to po naše pomeni Evropska agencija za varno hrano, za varna živila, in ona se ukvarja z vsemi živili in tudi seveda z prehranskimi dopolnili. No in postavljajo trditve za nekatere te sestavine, ki jih imamo v hrani, tudi za prehranska dopolnila, tudi za selen in cink, in je z enimi takimi enostavnimi besedami povedala, selen in cink imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Selen in cink imata vlogo pri delovanju imunskega sistema in s tem je hotela poudariti pomen teh dveh.
koliko sta ta dva pomembna za imunski sistem. To je ena taka razlaga, zakaj gre. Kje pa jo najdemo v hrani? Ja, v hrani jo imamo vse povsod. Tako bom rekel, recimo, ponekod več, ponekod manj. Pa predvsem, recimo, so to mesnata živila, pa recimo jajca in tako naprej, ampak zdaj tu prihaja do enega problema, Mi recimo točno zdaj vemo, koliko selena in koliko cinka rabimo na dan. In Svetovna zdravstvena organizacija tukaj tudi postavlja standarde, oziroma EFSA je postavila standarde, kjer je potrdila tudi Svetovna zdravstvena organizacija, koliko rabimo selena, koliko rabimo cinka. No in naprimer za pitno vodo so tako določili, potem recimo, kolikšen naj bo vnos, dnevni vnos selena in cinka, potem tudi to vemo, kolikšna naj bo raven selena v krvi, da bo ravno prav in tako dalje in tako naprej. Zdaj pa, če sta ta dva prehranski dopolnili, tu zdaj zaradi tega mora biti to en poseben problem. Sklepamo lahko, da teh dveh v naši hrani primanjkuje. Tudi v uravnoteženi, pestri, kvalitetni, ekološki hrani, biohrani, da ju primanjkuje. In res je tako. Pa recimo, če tukaj gledalcem in gledalkam osvetlimo zadevo tako. Naprimer, pitna voda. Svetovna zdravstvena organizacija je tukaj določila, koliko naj bo selena v pitni vodi, da bomo mi zadostili svojim potrebam. Po tem pomembnem oligoelementu, ki je, kot rečeno, pomemben za naš imunski sistem. Ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. In ugotovili so z raziskavami, to seveda je taka zadeva, ki nekaj časa traja, to so oni naredili že precej časa prej, ampak mislim, zdaj imamo standard, koliko naj bo selena v pitni vodi. In so rekli, v pitni vodi je standard 10 mikrogramov selena na liter. In mi smo to tudi recimo v svojih razmerah zmerili v Sloveniji, tudi v drugih državah in tako naprej. No, ampak nas zanima to, kaj smo mi ugotovili pri nas, In ugotovili smo, da v naši vodi je selena 0,5 mikrograma. Ampak prej sem pa rekel, standard naj bi pa bil, oziroma naj bo, 10. Se pravi, 10 pa 0,5, to je velika razlika. No in tu zdaj vidimo, v čem je problem. Premalo ga dobimo, ker mi recimo vodo, ki jo pijemo, pride iz zemlje, Iz zemlje pride, od nikoder drugod. In to, kar je v vodi, je tudi v zemlji. Zdaj pa naprej razmišljamo. Na tej zemlji rastejo vse naše rastline, tudi kompletno naše poljedelstvo je na tem, Vsa zelenjava, vse sadje, ki ga imamo, črpa iz prsti, vse, kar dobi. No in zdaj, če je v vodi premalo, toliko premalo ga je tudi v zemlji, če ga je v zemlji, tudi rastline ga premalo dobijo, te rastline jedo živali in vse skupaj je pa hrana za človeka. To se pravi, zdaj je verjetno dovolj razumljivo, da govorimo o eni stvari, ki je pri nas pač premalo. Če pa se želimo to recimo prepričati na lastne oči, na svoji koži, kako lahko izvemo, koliko selena
cinka pravzaprav imamo v sebi. Enkrat sva to sicer že povedala, ampak se mi zdi primerno, da... Ja, primerno je, da se to ponovi, a ne, v življenju je tako, ne, da se treba ponavljati. Ja, povejte. Ja, bova se ponavljala, vendar bova prej sprejela še telefonski klic, ker so nam z režije sporočili, da naj jo želi nekdo slišati. Dober večer, komu? Bog daj. Dober večer. Franci. Pozdravljeni. Jaz sem eno vprašanje. Ja, samo trenutek počakajte, da si naš doktor nadane slušalko, da vas bo dobro slišal, potem pa bomo takoj uredili, da se boste pogovorila in da vam bo povedal tisto, kar vas najbolj zanima. Mislim, da vas zdaj že sliši, lahko kar postavite vprašanje. Ja. Jaz sem eno vprašanje, kak je zdaj s tem kapsulim za holesterol? Kaj konkretno vas zanima? Ja, koliko moram piti, koliko tablet moram vzeti? Kak je zdaj s tem? Gospod je vprašal za holesterol. Tako, kako je s tabletami za holesterol? Ja, to je zdaj drugo področje. To je zdaj drugo področje. Mi govorimo o eni drugi zadevi. Morda vas zanima, če jih lahko jemljete skladno oziroma sočasno s temi prehranskimi dopolnili? A vas to zanima? Ja, tako, to. Hvala vam. Hvala, lahko noč. To pa verjetno lahko pojasniva, ni prvo vprašanje na to temo. Ni nobenega problema. Selen in cink, ko se ju dodaja, ko se ju jemlje kot prehranski dopolnili, se bom kar po domače povedal, se ne tepeta z tem zdravilom, ki se ga jemlje za zniževanje holesterola. Ni nobenega problema, tako da se lahko to mirno jemlje. In gospod, ki je vprašal, odgovor je pritrdilen, lahko to mirno jemljete. Ob tem zdravilu, ki ga gospod, to so verjetno statine jemlje proti holesterolu in tukaj ni interakcije, ni problema. No, zdaj pa se ponoviva, ne? Kaj, če jaz želim preveriti, koliko imam selena in cinka v krvi, lahko to storim? Zdaj sem polovico že povedala, ne? Ja, seveda. Mislim, to je tudi dobrodošlo in to je tudi recimo najbolje pač, da se naredi, da točno veš, kaj počneš. Ker recimo, če nekdo ima premalo selena, premalo cinka, pa recimo, če se zadrživa samo pri selenu, če ima premalo selena in ker je ta pomemben za imunski sistem, potem ta imunski sistem je na nižjih nivojih in so problemi zaradi pogostih prehladov, zlasti recimo v časih, recimo, ko je tega več, pa recimo tudi zdajle v teh časih, ko pač hočemo poskrbeti bolj za svoj imunski sistem in tako naprej, zaradi COVID-19. Torej, to so recimo znaki, ki nas opozarjajo, da je možno, da je tudi selen tukaj v igri, da ga je premalo, in čisto enostavno se da to v krvi zmeriti. V krvi se da to zmeriti. Zdaj ni to tako, da bi bilo to rutinsko, to moram reči, ker to je vendarle nekaj novega za naše razmere. Je novo, a ne? A veste, ko vam pregledajo kri, pa ko vam pregledajo recimo biokemijo in te recimo standardne izvide, laboratorijske, naprimer v zdravstvenem domu, selena še zmeraj ni noter, ampak mi pa to lahko pač direktno kot fizična oseba, pač gremo v laboratorij in si to naročimo in nam to naredijo. In to je, mislim, dobra zadeva, da vidiš, pri čem si. Pa tudi recimo, če jemlješ selen, vidiš, kje si, koliko se ti je dvignil in tako naprej. Zdaj, pri pomanjkanju selena torej je na vsak način pomemben dejavnik to, koliko selena imamo pri nas, recimo v naši naravi, v hrani, ki je tudi del narave. Slovenija je znana po tem in tudi mi imamo svoje lastne študije.
na univerzi so narejene študije in so ugotovili, da je Slovenija pač z malo selena, pač dobesedno piše, Slovenija je država, ki je revna na selenu, tako piše. To je recimo ena zadeva, se pa stvari lahko problematizirajo tudi sicer. Ste ljudje, to čedalje starejši, in v drugi polovici srednjih let pa v tretjem življenjskem obdobju je znano to, da v telesu vse popušča. Popušča vsrkavanje vseh hranil, vseh živil, ki jih mi pojemo, ki jih zaužijemo. In seveda smo rekli, da je tam selena malo, zdaj pa še to malo se še slabše vsrkava. Se pravi, toliko večja verjetnost je, da je selena zaradi teh dveh dejavnikov res malo oziroma premalo. Tem še ene zanimive stvari, ki jih prinaša razvoj, sodobni čas. Sem bil presenečen, ko sem to bral, ampak tako pač je. Zdaj, ko smo prešli v mogoče, ne vem, 10-15 letih na bolj sodobna kuriva. Pač tu mislim na to, da se opušča kurjenje s premogom, kurjenje na drva. Zanimivo. To opuščanje pač kurjenja premoga in drv, manj selena je v naravi. To se mi je zdela taka zelo zanimiva, meni kot laiku. Zelo zanimiva zadeva, ne? In zdaj to, tu pač moramo vzeti na znanje, tako pač je, tu zdaj nimaš kaj, ampak na tej drugi strani, ker pa popravljamo ta primanjkljaj, tu pa imamo možnosti, da pač nekaj postorimo, in to je to. Ta oligoelement selen v vlogi prehranskega dopolnila, tu pa si lahko zlahka pomagamo. Zdaj, mi bolezen zdravimo običajno zdravili, ne? Ja. Pa hkrati moramo še vedno skrbeti za zdrav življenjski slog in za kakovostno prehrano. Se pravi, da čisto vse dejavnike moramo pomisliti, če želimo nekako sestaviti svoje telo. Ja, to je res. To je res. To sva rekla tudi na začetku, da je seznam teh stvari, ki so pomembni za zdravo življenje in znotraj tega potem tudi za močnejši imunski sistem, da je ta seznam kar dolg in pač ga je treba kot takšnega sprejeti in tako živeti. In pa ne samo živeti, tudi v tem uživati. Pa se da lepo uživati, ne? Ker ko nekaj fajn narediš, ko nekaj pošten narediš, ko se potrudiš, pa vse to je lep občutek. Vse to je lep občutek. Ampak življenje je takšno, to pač mora biti, ne? No in podobno je potem tudi pri uravnoteženi in pestri prehrani. To je tudi znano, da ko imaš fajn prehrano, ko imaš boljšo prehrano, se dobro počutiš. No, v tem sklopu, za to polno prehrano, če tako rečemo, pa zdaj sodijo, kot vidimo, tudi prehranska dopolnila oziroma selen in preko tega potem tudi dobimo močnejši imunski sistem. Zdaj seveda, vi ste pač odprla eno zelo pomembno področje. Selen je tukaj v vlogi prehranskega dopolnila. Smo na področju prehrane. Tu zdaj ne moramo razmišljati tako, imam to in to bolezen, zdaj pa če bom fajn jedel in tako naprej, če bom jemal ta prehranska dopolnila, se bom pozdravil. Ni tako. Bolezni so bolezni, bolezni imajo svoja zdravila, bolezni imajo svoje zdravljenje, bolezen pa seveda rabi tudi kvalitetno prehrano, ne more biti drugače. No in tukaj not imamo ta selen in cink. Se pravi, ne govorimo o zdravljenju, ko porečemo, da ima selen vlogo pri delovanju imunskega sistema, ampak samo poudarimo, da je pač pomemben, da mora biti. Pa se vsakomur jasno, gledajte, če je človek zdrav ali pa bolan, mora jesti.
mora jesti. No in tukaj na tem področju, pri prehrani, imamo in selen, in cink in še številna druga prehranska dopolnila. Verjetno je to pomembno poudariti tudi zato, ker se gostota prebivalstva ves čas zvišuje, ne? To je tudi res. Slovenija ima več povezav, kot bi si morda mislili. Ja, Slovenija ima tukaj mogoče ene srečne okoliščine, 2 milijona na recimo teh, koliko je že površina, 25.000 kvadratnih kilometrov, koliko je že nekaj takšnega. To vam ne morem pomagati. No, recimo, Slovenija je po teritoriju majhna država, tudi po številu prebivalcev je majhna država, ampak glede na gostoto recimo drugih držav recimo, ne vem, Belgija, recimo Nizozemska, ki smo z njimi, ali pa recimo tudi Danska in tako naprej, smo po gostoti prebivalstva kar še tudi, za pol manjši ali pa še več, in zdaj je pa tudi smiselno potem sklepati, ko se število prebivalcev povečuje, da je potem to še večji problem, pomanjkanje selena. In dejansko v tej smeri tudi stvar se dogaja. Zdaj vas bom prosila, da si znova nataknete slušalko. Sprejela bova še en telefonski klic. Dober večer, komu? Dober večer, Nina pri telefonu. Pozdravljeni. Rada spremljam vašo oddajo, super je. Imam pa eno vprašanje za gospoda, pa me zanima, zdaj jaz sem vegetarijanka, pa me zanima zdaj, če z rastlinsko prehrano v bistvu dobim dovolj teh dveh elementov, ali bi mogoče bilo treba še kaj pridodati zraven, kakšne take stvari, to me malo zanima, kak je pri tej vegetarijanski prehrani. Glede na to, da verjetno sicer zelo skrbite za prehrano, ne? Ja, vegetarijanci običajno zelo veliko date na to, kaj daste na krožnik. Točno tako. In ste dobro informirani. Hvala lepa za vaše vprašanje, bova skušala. Hvala lepa za odgovor. Lahko noč. Lep pozdrav, lahko noč. Hvala za vprašanje. Vprašanje se dotika velike ciljne populacije tudi, ne? Ja, vprašanje je zelo na mestu, je zelo aktualno tudi, kar se tiče selena. Če se spomnite, sem na začetku povedal, kje je selena največ. Selena je največ v mesu, v mesni prehrani, v vseh teh izdelkih in tako naprej, kar seveda potem, ko se pogovarjamo o gospe, ki je vegetarijanka, je selen še toliko bolj aktualen. In je to tudi znano. To je tudi znano, da selena za spoznanje bolj primanjkuje pri vegetarijancih in je toliko bolj smiselno se tega posluževati, se tega recimo oprijeti in na tak način tudi prispevati k boljšemu počutju in boljšemu imunskemu sistemu in tako naprej. Tako da ja, vprašanje je zelo na mestu, vprašanje je zelo aktualno in vse to, kar govorimo, predlagamo, da gospa res si vzame na znanje in da še s tem oplemeniti svoje kvalitetno življenje. Mislim, znano je pa tudi to, da torej vegetarijanski stil oplemeniti življenje, da se da veliko prispevati, ampak kot rečeno, pri selenu ga pa primanjkuje in ga je treba potem dodajati. Bova to temo nadaljevala, ker se mi zdi, da je aktualna in predvsem za kar lepo število gledalcev tudi primerna. Čedalje bolj, ja. Ampak bova čez nekaj trenutkov o tem, ko se vrneva po kratkem predahu. Ostanite z nama.
Dobrodošli nazaj v studiu. Moj gost je še vedno dr. Nikola Krstič iz podjetja Minc Mengeš in če imate zanj kakšno vprašanje, je zdaj pravi čas, da se opogumite, nas pokličete in ga vprašate, kar vas zanima. Tukaj je na voljo samo za vas in za vaša vprašanja, nocoj predvsem o krepitvi imunskega sistema. Dr. Krstič, pred premorom sva ostala pri vegetarijancih in samo to sem želela še od vas slišati. Znano je, ali pa se vsaj meni zdi, da moji prijatelji vegetarijanci veliko bolj načrtujejo svoje jedilnike, da imajo enako pestro prehrano kot jaz, ki pač lahko jem ali pa želim jesti vse sorte. Zato se mi zdi ta vaša trditev zelo zanimiva in pa mogoče za poudariti, da je vendarle treba nekatere stvari nadomeščati. Ja, tako je, ker zdajle že dobre pol ure poudarjava to, da selena v Sloveniji res primanjkuje, da ga manjka v pitni vodi, da ga manjka v rastlinah. To je zdaj predvsem zanimivo za vegetarijance in da je pa pomemben za našo odpornost, za naš imunski sistem, ima pomembno vlogo v delovanju imunskega sistema in zato je smiselno pač upoštevati in evo, to je zdaj ta škatla, če malo pokažemo na zaslonu, to je bioselen plus cink. Tu not je v eni tableti je tisti dnevni odmerek, ki je potreben, da se pokrije to pomanjkanje, ki ga imamo v naših razmerah v Sloveniji, kar se tiče selena, pa tudi cinka. In še enkrat, če ponovimo, ne bo odveč, da se to tudi lepo kontrolirati. Se pravi, se gre v laboratorij in se naroči, da vam izmerijo, koliko selena imate v krvi, koliko cinka imate v krvi in potem točno veste, pri čem ste. In jemljete selen, zdaj navodilo je, da se ga jemlje redno in trajno. Zakaj? Ja, ker ga manjka. Če ga vzameš, si lahko pomagaš, si lahko popravljaš ta primanjkljaj, če ga pa ne jemlješ, pa potem spet padaš počasi na tisto, kar je bilo stanje brez jemanja selena. Zdaj pa so tle še nekatere druge zdravstvene trditve pri selenu. Selen je, na primer, zanimiv za nohte, za kvaliteto nohtov, to je tudi znano in dokazano. Nekomu že po naravi so nohti, tako bom rekel, ena šibka točka. Tudi če ima recimo dekle 20-25 let, so včasih nohti šibka točka. Sploh pa potem kasneje, v drugi polovici srednjih let, pa v tretjem življenjskem obdobju, tam je to že nekako malo bolj znano, da nohti postanejo, malo razpokajo, pa take bele lise not nastanejo in tako naprej. Niso estetski, no in tukaj pomanjkanje selena danes vemo, da ima pomembno vlogo. Da selen je pomemben za zdrave nohte. Selen je pomemben za zdrave nohte. Pa ne samo za nohte, tudi za lase, tudi za lasišče je pomemben in tudi bolj kvalitetni lasje nastajajo. In se pravzaprav zdaj ta metoda, ne vem, koliko je pri nas prisotna, to se bomo še pozanimali, ampak dalo bi se pa, veste, meriti selen tudi malo za hec, tudi preko las in preko nohtov. Tako da zdaj zaenkrat, kolikor imam informacije, se meri v laboratoriju iz krvi, lahko pa tudi, možno bi pa bilo tudi preko las in preko nohtov. To bi bilo pa zelo zanimivo, mogoče bi to pobudo dal nekam, in da nekdo to pač se tega loti in ponudi. Pa mogoče tudi ti laboratoriji, ki sicer merijo selen in cink v krvi, da bi nam še recimo en šopek las vzeli, pa zmerili. To bi bilo še
zelo simpatično. Ne? To zagotovo bi se gospe pogosteje odložile za to. Pa nohte tudi recimo, ne, tudi to je znano, ne, nohte tudi recimo se samo postriže pa se da in ti lahko zmerijo. Ne. So tudi take študije, ki so to naredile in mogoče bomo zdaj čez par minut tudi povedala, ne, za to aktualno stanje, ne, imamo informacije, da torej najnovejše študije vlivajo kar lepo mero optimizma, kako smo lahko torej uspešni pri torej uveljavljanju te zdravstvene trditve, da ima selen vlogo pri delovanju imunskega sistema. Preko hrane seveda spet, ne, kot prehransko dopolnilo, ne kot zdravilo. To ves čas moramo ponavljati, ne. Tako, ne. No in zdaj, a ćemo kar povedati, kako se je zgodilo tam v žarišču te pandemije, ne, izhodišču pandemije. To vemo, da je bilo na Kitajskem, ne, provinca, pa mesto Wuhan in tako naprej, ne. No in seveda tam so se tudi, seveda, tako kot povsod, ne, tako kot pri nas, ne, to moramo res priznanje izreči našemu zdravstvenemu sistemu, ne. Ljudje so dejansko izgorevali in se trudili neizmerno in tako naprej. Je pa to en trend, ki je bil aktualen globalno v celem svetu. Tako da recimo v tej konkretno provinci po informacijah, ki jih pač dobiš, prebereš, se že objavlja v strokovnih revijah, se objavlja, so recimo preverjali točno to. Torej, selen v krvi in kako uspešno je bilo potem v odvisnosti od tega zdravljenja. Pa spet še enkrat ponavljam, selen tukaj ni zdravilo, selen je prehrana. In kot prehransko dopolnilo je bil, oziroma so recimo razlike med ljudmi, a ne, ali imajo manj selena, ali imajo več selena, ali jemljajo, ali celo vedo, pa jemljajo to prehransko dopolnilo, pa so na boljšem in tako naprej. No in kaj so ugotovili? Zdaj pa še to, no točno v tem primeru, zdaj, ki ga opisujem, to je bila študija, ki je bila objavljena, v zadnji številki je šla 28. aprila 2020 v vodilni svetovni reviji za prehrano, za klinično prehrano. To spet vidimo, da smo na tem področju prehrane, ampak to je strokovna revija, ne, na področju prehrane. To je klinična prehrana, pomeni prehrana v bolnišnicah. Ne. Klinika pomeni bolnišnica, klinična prehrana, prehrana v bolnišnicah. No in točno to so pač ugotavljali. In zanimivo pri teh ljudeh, ne, ki so sodelovali pri tej raziskavi, so iz las, šop las, pa so zmerili, koliko je selena. Zanimivo, ne? Ok, lepo. No in ugotovili so, recimo, to je zdaj, lahko tudi pokažemo tale graf, ne? Smo se zmenili, da ga malo držim. To je ta graf. No in tu se vidi, ne? Naslov je poročilo o zdravljenju COVID-19. Tukaj imamo uspešnost zdravljenja. Ne? Tukaj od spodaj vodoravno pa imamo količino selena v laseh. Recimo ena enota, miligrami na kilogram. A ne? To so zelo majhne količine. A ne? Ampak dobro, ne? Tukaj vidimo. A ne? In zdaj, ko količina selena raste, se pravi, na tej strani ga je več, je tudi uspešnost zdravljenja boljša. Mnogo višja. In tukaj vidimo recimo uspešnost zdravljenja pri nizkem selenu, tukaj je nizek 0,2, imamo 20%. 20% uspešnost zdravljenja. Ne. Poglejte, kaj se dogaja že pri 0,6, pri 0,7 recimo. Pri 0,7 je prelomnica, potem se pa skozi drži vodoravno. Ampak uspešnost zdravljenja je 60%. 60 proti 20 je 3.
kako tu vidimo, ne, kako EFSA je zadela v bistvo stvari, ko je selen poudarila pri delovanju imunskega sistema. Ne. Tu vidimo, ne, mislim, kakšen je pomen. Ne. No, tako da, to je tisto, kar sem povedal prej, da so najnovejše študije vlivajo optimizem. In zdaj, če mi zdaj to vemo, zdaj, ko so ljudje videli konkretno, to je raziskava, ki je stara koliko? 2 tedna. 2 tedna. In zdaj kaj? Jaz mislim, da je čisto logično, da se mi to v Sloveniji povemo in da se tudi poslužujemo tega, pa ne samo tukaj recimo je to bilo pač pri bolezni, pri zdravljenju, ne? Ampak pri našem imunskem sistemu, da se zavarujemo, da smo na boljšem. Ne? To je to. Zakaj pa recimo ta raziskava ni bolj odmevna? Ja, jaz mislim, da bo, da je. Se zdaj je že po televiziji, tukaj. Ne? In jaz mislim, da bojo stvari se razvijale. Imamo pa, mislim, EFSA je ustraja in zelo poglobljeno to počne, kar počne. Te recimo zdravstvene trditve, ki jih oblikuje, to so obsežne študije. In to, kar zdaj prihaja, to bojo vse obdelali in še naprej razvijali. Lahko vam povem še eno tako stvar, ki bo osvetlila točno to področje, zdaj, o katerem se pogovarjamo, o imunskem sistemu, pa v današnjem času in tako naprej. Ampak smo spet pri zdravstveni trditvi. Torej, EFSA je že leta 2012 zapisala eno zelo poglobljeno ugotovitev, eno zelo pomembno zdravstveno trditev, ki velja in za selen in za cink. In pravi, da selen in cink imata vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom. Zdaj jaz se malo opravičujem pač gledalcem in gledalkam, ne, oksidativni stres, kaj je to? Se bova razložila. Bova razložila, ne, stvar je zelo zanimiva. Bom kar po domače povedal. Torej, bakterije, pa glivice, pa virusi, ko nas napadajo, nam delajo škodo. In to, ko oni delajo škodo, to se imenuje oksidativni stres. Tako je pač izraz, a veste. In zdaj, jaz bom pa spet eno prispodobo uporabil. Ne. Ta oksidativni stres je dobesedno deluje kot požar. Uničuje celice, uničuje tkiva. Ne. Uničuje. A veste, vse to je znano, ne. Te bakterije napadajo. Ne. Ti uniči en del tvojega tkiva in tako naprej. To se dobesedno pač lahko ponazori s požarom. Ne? Vnetje. To je to. Vname se. Ne? No in to se pravi, selen in cink imata vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom. Spet, mislim, vidimo, pri čem smo. Kako sta pomembna. Ne? Pridejo mikroorganizmi, delajo škodo, če sta zraven selen in cink, seveda v dovoljšni količini pa ščitita. Ne samo ona dva, ampak sta tukaj pa zelo močna. Mogoče celo v skupini, ne celo, dejansko sta v skupini najmočnejših, ki to počneta. Ne? In zdaj recimo, če vam samo mogoče malo, jaz mislim, da ne govorim v tem smislu, da bi to bilo zastrašujoče, da bi ne vem, kakšen strah bil in tako naprej, ampak samo kot pojasnilo, kako recimo virus to izjemno živahno počne, zelo dinamično. Ne? Veste, ko recimo en virus, če pride v telo, ampak prosim, to govorim kot razlago, ne? Nič nočem dramatizirati, nič nočem da bi to bilo zastrašujoče, ampak samo kot pojasnilo, da vidimo, ne, mislim, kaj na stvari. Torej, ko virus pride in se začne recimo razmnoževati, ne, se pravi, pride, pa je odpornost slaba, selena je malo,
imunski sistem je temu primeren in tako dalje in se virus začne v polno razmnoževati. Zdaj pa ena številka, ki je tudi mene presenetila. Jaz recimo teh podatkov še nisem, ampak to sem v eni študiji zdaj videl pred nekaj dnevi. Ne? Se mi je zdelo zelo zanimivo. Ne? Torej, virus, ko pride in vse veste, govorimo o inkubacijski dobi, ne? Tukaj je to 6, recimo pri koronavirusu je to 6 dni, ne? Ko se razvijajo znaki, kašljanja, mogoče pljučnice, karkoli že, skratka, ko te napade in ko zboliš, ne? In zdaj tukaj se je pa virus razmnožil, pa ne samo razmnožil, tudi ogromno naših celic je uničil, a ne? In zdaj to razmnoževanje je pa številčno prav neverjetno. Pa bom tudi to povedal. Zakaj ne bi to povedala? Ne? Torej, iz enega virusa, torej na zemeljski obli živi 7 milijard ljudi zdaj ta hipa. Ne? No, virus pa v 6 dneh se pa namnoži toliko, da iz enega nastane 10 milijard virusov. A si predstavljate, kaj je to? A ne? No, tako da, tu se zdaj vidi in tukaj not, a ne, sta spet selen in cink, zelo pomembna, ne, zelo pomembna in ta zdravstvena trditev je tudi zelo hvale vredna, da so jo napisali, ampak to je spet samo še ena podkrepitev, da je treba v tej smeri pač nekaj narediti, ne? Da tu si mi lahko sami pomagamo, sami si oskrbimo to zaščito, to varstvo, ne? Tudi pri oksidativnem stresu in seveda ne, je potem to tisto, ne, kar je osnova za vse, ne? Kar se nam v življenju dogaja, ne? Če imamo dovolj zdravja, je vse na razpolago. Ne? Če strneva misli oddaje, da nam ne bo zmanjkalo časa, meni se zdi en tak zelo relevanten zaključek tudi to, da pokažete svojo škatlico. Aha. Kar pomeni, da ne govorite kar tako tja v en dan. Ja. Ne? To se mi je zdela ena taka. Okay. Hkrati pa še poveste, kaj je v proizvodu in o tem, kje ga najdejo. Torej, Bioselen plus cink je v svojem razredu, a ne, se pravi, je vodilni po usrkljivosti. Farma Norda, ne, proizvajalec iz Danske, ima to pozicijo že od samega začetka in ves čas tudi izdelek torej, skrbno razvija, izpopolnjuje in dejansko a ne, so uspeli a ne, doseči v svetovnem merilu, so nosilci razvoja in tudi nosilci uspešnosti. No in zdaj je pa pomemben izdelek. O tem smo ves večer govorili, koliko je pomemben, ne? In je prav prijetno govoriti o eni taki stvari, ki je resnično v središču dogajanj in prizadevanj in ki je tudi sama uspešna. Zdaj je samo priliko, a veste, pred 2-3 leti smo bili počaščeni v Sloveniji, nas je obiskal tretji človek iz Farma Nord. Tretji človek iz Farma Nord. To je bila čast, veste, mislim. Mislim, če pride ta glavni direktor, pa njegov namestnik, pa pride tretji človek, je bila ena prilika, pa je prišel in sem ga jaz pogostil, normalno, ne, mislim, se pač njihovi zastopniki tukaj v Sloveniji, in sem ga pelal v Ljubljani, v eno renomirano restauracijo, ne bom reklamiral, ne, 6 je bila, no, ok, ne. No in med kosiloma, ne, se pogovarjajo jasno o prehrani in tako naprej. In jaz ga mimo grede, veste, vprašam, ne, tisto, kar me je zelo zanimalo, se rekel, Jürgen, ko mu je ime, sem rekel, Jürgen, a ti mogoče jemlješ selen in cink? Pa je rekel, si ne upam, da ga ne bi. A veste, to je meni veliko pomenil, ne. Se pravi, on je res prepričan in ve, a ne, in samemu sebi pomaga. No in jaz sem pa na istem, ne, zdaj, če pokažem, ne, to je moj bioselen in cink, ki ga redno vsak dan, vsako jutro vzamem po eno tableto. Zakaj? Ja, tako kot on, pač Jürgen iz Danske, si ne upam, da ga ne bi, ne, ker rabim
odpornost, rabim imunski sistem, ne, da vzdržimo vse te napore, ki jih imamo, ne, pa ki niso majhni. Verjemite mi, ne, da je treba kar velika postorita pri tej organizaciji, da je v Sloveniji dovolj Bioseren plus cinka v vseh lekarnah in specializiranih trgovinah. Po dodatne informacije pa se Po dodatne informacije pa lahko gledalci in gledalke pokličejo na našo številko, to je 041 769 544. Izpisana tudi na našem ekranu. Na ekranu in to je to. Hvala lepa tudi nocoj. Tudi Me je vam veselilo. hvala. Tudi vam. Hvala lepa tudi vam, če ste vztrajali v najini družbi. Želiva vam lep večer.